zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. S temi besedami pošlje Jezus svoje učence k množicam, ki so se mu zdele izmučene in razkropljene, kakor ovce brez pastirja. Pošilja jih kot delodajalec delojemalce, da bi jim oznanjali veselo oznanilo in jih ozdravljali. Zahtevno opravilo, ni kaj. Zato se sliši še toliko bolj čudno, kateri delavec bi danes podpisal pogodbo, ki bi imela takšno določilo, namreč zastonj dajajte. Toda pri oznanjevanju je zastonjskost odločilna. Učenci dajejo to, kar so prejeli kot dar. Odrešenja in evangelija si niso z ničemer zaslužili, zato ga tudi ne morejo in ne smejo prodajati. Daru preprosto ni mogoče prodajati in kupovati. Lahko ga le podarimo in sprejmemo. Jezus torej pošilja apostole med ljudi v duhu uboštva. V tem, dragi bratje in sestre, se skriva pomembna lekcija za sodobnega evropskega človeka, ki se bolj in bolj pogreza v živem pesku potrošništva in ugodja za vsako ceno. V tem Jezusovem naročilu se skriva naslednja globoka resnica. Človek ni to, kar ima, temveč to, kar je in to, kar daje. Kdor ima stvari, daje stvari. Kdor pa nima ničesar, daje sebe. Tako je delal Jezus, tako naj delajo tisti, ki jih on pošilja k množicam. Razdajajo naj sebe, se pravi Jezusa, ki živi v njih. Kajti danes Kristus nima svojih rok, ima samo naše roke, da z njimi dela. Kristus nima svojih nog, ima samo naše noge, da človeštvo vodi k Bogu. Kristus nima svojih ustnic, ima samo naše ustnice, da ljudem oznanja Božje kraljestvo. Kristus potrebuje našo pomoč, da človeštvu stoji ob strani. Mi smo edino sveto pismo, ki ga ljudje še berejo. Mi smo zadnje Božje sporočilo, ki ga pišemo s svojimi besedami in dejanji. In če je naša pisava nečitljiva, in če so naše roke zaposlene z drugimi stvarmi, in če naše noge stopajo na kriva pota, in če naše ustnice govorijo lažnive besede, izročimo mu torej svoje roke in noge, vse, kar smo in kar imamo, da bo po nas lahko nagovarjal druge in nas vse vodil k sebi. Amen.